sam kot kandidat si se prepričal, da tale naš medij in tale naš šov ni PR in da ni glede na plačilo, se sprašuje, ampak je dejansko še vedno realno. In sprehodili smo se v teh dneh skozi mesto in mnogo ljudi se te spominja kot organizatorja festivala Ptuj odprto mesto in predvsem tudi tega, da takrat nisi nikoga, če rečem po domače, se opravičujem, na pizdo. Tako da, kaj si od tega festivala, te energije prenesel sedaj naprej in lahko tudi črpaš oziroma usmerjaš v to svojo kandidaturo? Ja, to je vse del ene poti. To, kar sem takrat 10 let, malo več počel na Ptuju, sem zadnjih 7-8 let, po tistem, ko festivala več ni, prenesel v moje globalno delo. Delamo programe mladinske izmenjave, kulturne izmenjave, delamo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, vodim programe fundacij, ki imajo proračun, kot je Mestna občina Ptuj, in moj zavod, preko katerega delam, kjer sem zaposlen, Zavod Povod, trenutno je partner v projektih vrednosti približno 40 milijonov evrov. Vse to je povezano z energijo in načinom dela. Se pravi, sodelovati z ljudmi, pogovarjati se z ljudmi in biti na mestu tam, kjer so informacije in kjer se dejansko ideje, projekti sodelovanja kreirajo. Preden gremo sedaj na konkretne županske teme, še eno vprašanje. Čemu je tvoja pisarna na Ptuju in ne v Ljubljani? To je vprašanje, ki si ga sam v bistvu nikoli nisem zadal. To me zdaj to vprašanje malo presenetilo. To je tudi zadeva, ki je pač z mano. Jaz bi lahko že imel pisarno v Ljubljani. Imel sem tudi povabila za sodelovanje, kot da bi šel delati v neke večje fundacije. Ampak enostavno vse te stvari, v katere sem vpet in moje sodelovanje in moje življenje na Ptuju je enostavno danes takšno, da je moja pisarna in moj dom je na Ptuju, delamo pa po celem svetu. Da si ravno, tako kot si rekel, bi bilo lažje, če bi živel in delal v Ljubljani. Ampak lahko se pa tudi na tem mestu pohvalim, da recimo moj zasebni zavod, preko katerega počnem večinoma teh stvari in kjer sem zaposlen, je eden najuspešnejših tovrstnih zavodov v Sloveniji, prav gotovo pa eden redkih izven Ljubljane. Da povemo naši publiki, ki ima verjetno v spominu gospod Križanič, ima Zavod Povod in nekoč je imel tisti znameniti rdeči avto z tablico Lišje. Je tako? Tako je, ja. To je pa že bilo takoj po tistem, ko sem imel izpit za avto. Dobro, v tretjem delu pa preidemo na konkretna županska vprašanja.